Pozdravljeni! Danes vam bom predstavil, kako v Google obrazcih izdelaš kviz oziroma preverjanje za učence. Odpremo svoj Gmail, gremo zgoraj na pikice, izberemo Google obrazci ali, če imate angleško verzijo, Google Forms. S klikom na plus začnemo nov obrazec. Preden karkoli gremo naprej, si v nastavitvah določimo, da gre za kviz. Tako bomo lahko točkovali. Ima še nekaj dodatnih možnostih, ali naj učenec ve rezultate in tako dalje, to izberete sami. Damo shrani in na tem kvizu se bodo štele točke. Že tulele vidimo. Potem izberemo neko obliko z klikom na paleto. Ponavadi je to kaj takega, da je v zvezi z vsebino. Izberi torej sliko. Nekatere so že predlagane, lahko pa tudi vi naložite svoje. Jaz bom eno o literaturi, zato bom izbral tole knjigo. Gre za estetsko vrednost, ne gre pa za neko vsebinsko. Tule lahko potem tudi izberemo različna ozadja. Ponavadi izberemo tisto, kar ustreza vsebini, sliki. Čisto zaradi lepote. Obrazcu damo ime, recimo France. Tudi tukaj levo zgoraj moramo dati ime, lahko je enako, lahko pa še kaj dodamo, preverjanje. Opis obrazca, jaz pravzaprav navodilo za učence. Reši obrazec. No, da bo na začetku malo motivacija za učenca, dodamo neko sliko, ki bo prijazna. Tulele gremo na tole, odstranimo, gremo na dodaj sliko. Zdaj lahko izberemo slike iz več možnosti. Lahko so naše fotografije, lahko Google Drive, lahko Google iskanje slik. Ker so v zadnjem času popularni Bitmojiji, si bom izbral Bitmoji. Kako do tega pridemo, je opisala kolegica Tamara na YouTubu. Izbral bom tegale, desni klik, kopiraj naslov slike. Gremo po naslovu URL, to je spletni naslov. Desni klik, prilepi in se mi že pojavi. Vstavim sliko. Naslov slike je pravzaprav neko motivacijsko besedilo, ne vem, potrudi se. Sliko lahko tudi obdelamo, malo zmanjšamo, povečamo, karkoli že. Kadarkoli naprej se lahko še vedno s 3 pikicami poravnamo na sredino in tako stran, ali pa enostavno odstranimo. Če nas moti celo to polje, kliknemo na smetnjak in ga ne bo več. Še ena luštna možnost so tele 3 pike, besedilo ob lebdenju. Recimo, ali tudi ti pišeš pesmi. In kako bo to izgledalo pol, ko bo učenec reševal, lahko si kadarkoli ogledamo tukaj na predogled, kjer je ikona očesa. Tako bo izgledalo in če grem z miško preko sličice, mi pokaže tisto besedilo v lebdenju. Simpatično, ampak ni glih nekaj zelo pomembno. No, zdaj pa gremo na vprašanja. Prvo vprašanje nam je že ponujeno. Na primer, jaz bom dal vprašanje, kako se piše pesnik France.
Tlele prvo možnost, ki jo bom jaz dodal, je kratek odgovor. Rešitev za odgovor damo tisto, ki bo pravilna. Prešeren. Zdaj, možnosti lahko bi dali več. Če nismo prav zelo natančni, bi lahko tudi to šteli z malo začetnico in tako dalje. Jaz to ne bi štel, kvečjemu Prešeren brez pike. In smo končali. Vprašanje mi je malo pusto. Vsakemu vprašanju lahko dodamo sliko. Tukaj na sredini, ne ob strani, ker tule gre za drugo stvar. Na sredini. Kar mi je najbolj všeč pri tem programu je, da imamo fotografije, lahko poiščemo direktno iz Googla. Ne bom kompliciral, izbral bom prvo, vstavi. Slika mi je prevelika, kliknem nanjo in jo enostavno zmanjšam. Še ena zelo dobra možnost je, vedno naj bo označeno obvezno, da ne bojo otroci si enostavno preskočili kakšna vprašanja. Podvojimo vprašanje, lahko ga tulele dodamo, lahko pa ga enostavno podvojimo. Lahko bi dali več takih vprašanj odprtega tipa oziroma s kratkim odgovorom. Jaz bom prikazal še ostala vprašanja. Drugi tip bo več možnih izbir. Na primer, kaj je pisal France. Pol imamo pa možnost 1 pesmi. Dodaj možnost 2, ne vem, romane ali možnost 3 drame. Tulele moramo dati rešitev, ki je pravilna. In označimo pesmi in končano in edino ta možnost je pravilna. Tulele jaz vedno dam premeči vrstni red možnosti desno spodaj, da bo vsakič, ko bo učenec izpolnjeval vrstni red čisto naključno premetan, ker če ne se zgodi, da si oni zapomnijo, da je pri tem vprašanju prvi odgovor pravilni. Tudi slika mi je pusta, ker mi je enaka kot prej, jo lahko zamenjam. Kliknem na 3 pikice, odstrani in tulele bom dodal drugo sliko. Ne bom kompliciral, katera mi pride pod roke. Torej več možnih izbir. Spet podvojimo vprašanje. Na primer, s čim se je ukvarjal Prešeren. Tretji tip vprašanja so potrditvena polja. Tulele imamo pa več možnosti je pravilnih. Recimo, odvetnik, pesnik, mesar, računalničar in označimo pravilne odgovore, pesnik in odvetnik.
končano. Preverim, če so premetane možnosti. So. Spet lahko sliko spremenimo, tega ne bom delal, ker sem že prej. Potem še ena zanimiva možnost je mreža potrditveni z izbranimi izbirnimi odgovori oziroma potrditvenih polj. Pri nas tega kaj dosti ne uporabljamo, je pa meni zanimiv tip vprašanja. Na primer, damo vrstice Prešeren, pa damo Makarovič, se opravičujem za začetnice, Cankar, stolpce pa damo recimo pesnik, pisatelj, in poglejmo si rešitev za odgovor. Pesnik, Prešeren je samo pesnik, Makarovič oboje in Cankar samo pisatelj. 3 točke, lahko bi tudi to spremenili, lahko tudi. Dobro, potem so še vprašanja, linearna lestvica, to je tisto, najbolj mi je všeč do najbolj mi ni všeč, ali pa se pravi različne stopnje. Odstavek, kjer prosto pišejo, kar je težko za oceniti točke, tako da jaz v glavnem uporabljam te, kar sem. Še eno stvar sem pozabil, oziroma lahko tudi zdaj kadarkoli dodam. Dodamo še eno vprašanje. In sicer vprašanje kratek odgovor, ime in priimek tistega, ki izpolnjuje. Obvezno polje. Seveda ne bom dal sliko od Prešerna, ker bi kdo mislil, da mora napisati takoj France Prešeren, zato dam to sliko stran. Zdaj malo je čudno, da bi to dal na koncu, ampak to nekako bolj spada na začetek. Zato za pikice in zagrabim in odnesem gor. Smo že tle, smo. Tako, kako izgleda pol? Lahko vedno preverimo v predogledu. Takole bi učenec tole imel. Seveda malo čudno bi izgledalo, če bi ime pa priimek točkovali. Zato bom jaz tlele takoj odznačil rešitev za odgovor, kar pomeni, da mi tega ne bo točkovalo, se pravi nič točk. Okej, lahko damo tudi povratne informacije za vprašanje, ampak nima glih smisla, da bi nam to točkovalo, ne, ime pa priimek, ker nas bolj zanima ostalo. V predogledu takele stvari opazimo. Zdaj, če bom dal še enkrat predogled, tlele ne bo točk. Če mi je všeč, zaključim, če mi ni všeč, popravljam. Lahko kadarkoli vprašanja dodajam, pa tako naprej. Zdaj pa. Odzivi. Oziroma, kako mi sploh damo za izpolnjevati učencem. Ko smo zadovoljni z narejenim vprašalnikom, damo pošlji.
Zdaj lahko damo preko e-maila, lahko tudi skupini. Recimo, jaz imam skupino 4.a, vtipkam 4.a, polje in mi da celo skupino. Piše pa spodaj, povabil sem vas, da izpolnite obrazec, lahko bi tudi pisala, spoštovani starši, prosimo vas, da vaši učenci izpolnijo obrazec in tako dalje. Lahko damo URL, meni so te dolgi zoprni, imamo možnost skrajšaj URL, samo desni klik, kopiraj, pa dodamo ali na kakšno spletno stran, ali pošljemo po mailu, ali kakorkoli, lahko pa celo vdelamo, če imate svojo spletno stran, kar direkt HTML not. Se pravi, pošlji, kjer dobimo link do tega vprašalnika. Kaj potem? Pol pa imamo odzive. Odzive zdaj ni nobenega, seveda, ker ni še nihče to izpolnil. Bom pokazal odzive na en drug spletni obrazec, ki so ga izpolnjevale učiteljice. Recimo, čakam, nalaga. V tem času si lahko ogledamo, kako to izgleda. Seveda nalaganje je odvisno od hitrosti, jaz imam tole en precej slab računalnik. Skratka, ko imamo odzive, jih lahko potem tudi prenesemo v Excel in imamo takole zapisano po imenu, kdaj je razrešeno celo in pa na posamezno vprašanje v času, lahko tole tudi po točkah, na primer damo Ctrl+A, označi vse in pa datoteka, bom drugo potraj, desni klik, razvrsti, lahko bi od najmanjšega do največjega, kakorkoli, jaz bom dal tole po meri, razvrsti, po rezultatu, se pravi od največjega do najmanjšega, in imam tlele, kdo je dosegel največ točk, najmanj pa tako naprej. No, zdaj tlele že navedeno, odzivov je 140, seveda v razredu jih je manj, tam nekje do 25, 27, odvisno, koliko imate učencev. Je pa zelo na različne statistične načine so nam predstavljeni odzivi. Imamo srednja vrednost 5 od 10 točk, obseg večjih, manjših, se pravi, kako imamo pravilnih odgovorov na posamezne vprašanje, odgovore, zelo različno. No, tlele bom jaz predstavil eno zanimivo zadevo, da sem imel zelo veliko pravilnih odgovorov celica z malo začetnico, lahko bi tudi celica z veliko začetnico. Tle je naša osebna stvar, koliko bomo dopuščali neke pravilnosti oziroma nepravilnosti. Na primer, pri vprašanju, kako se piše France, jaz sigurno ne bi štel kot pravilno Prešeren z malo začetnico. Mislim, da je treba učence navajati na
natančnost pri odgovorih pa natančnost pri branju besedil. Tlele imamo, lahko si tudi pogledamo po vprašanjih, lahko si po posameznikih. No, skratka, najbolj je pa meni všeč tista zadeva v Excelu. Kako do nje pridemo? Kliknemo na tole plus križ, ne vem, nekaj časa traja, da nam bo predelalo najprej v to Excelovo tabelo od dokumentov Googlovih in potem mi to tabelo od Googlovih dokumentov lahko shranimo, damo datoteka in izvozi ali shrani kot imamo prav možnost Excel. Zdaj tle pri meni precej dolgo to traja, zaradi tega, ker je veliko odgovorov, 140 in traja, da to predela. Če boste imeli, ne vem, 20, 30 odgovorov, bo šlo to hitreje. Tako da to bi bilo to. Še ena stvar je v redu, da nam ni treba zadevo vsakič znova delati iz nule. Se pravi, jaz imam tlele živa bitja preverjanje znanja 1. Zdaj, ko bo 2, bojo podobna vprašanja, podobne vrste, tipi vprašanj, kakorkoli. Enostavno dam ustvari kopijo. Tlele zgoraj, desni klik, ustvari kopijo in naredim živa bitja preverjanje znanja 2. Nova in glede na stara vprašanja samo dodelam z novimi vprašanji. Slike spreminjam in tako dalje. Skratka, kot da bi imeli neki Wordov dokument, namesto da ga delamo iz nule, damo save as oziroma in imamo novo kopijo. Tlele zgoraj, ustvari kopijo, torej novo ime, preverjanje 2 in imamo novo mapo, seveda vprašanja pa damo nova. Kako hitro vam bo te stvari nalagalo, je odvisno od hitrosti interneta, ki ga imate doma, od hitrosti računalnika. Ima pa tudi Google svoje momente, ko malo zmrzuje. Jaz tele posnetke delam na enem slabšem računalniku, ravno zaradi tega namerno, da ne boste mislili, zakaj te posnetki toliko šibajo, meni gre pa to vse skupaj počasi. Tako da upam, da vam je predavanje oziroma izobraževanje oziroma vodič všeč in upam, da bomo imeli čim več kvizov. Hvala lepa.